Zdaj pogledamo na obalo. Naš obalni korespondent Marko Žerjal je tokrat pod drobnogled vzel popraznično razdejanje v Kopru. Živijo, gospod Godler. Velika noč je mimo, pirhi so bili pojedeni, šunka je bila narezana in hren je bil nariban. Vse, kar je od tega praznika ostalo, je opustošenje, ki so ga nekateri od bolj objestnih meščanov pustili za seboj. Ja, eni od vernikov namreč k žegnju ne nesejo samo domačega kruha in jajc, ampak tudi malo bolj konkretne substance, kot recimo domače žganje. Tistega tamočnega, švasenega na 60%. Ja, kaj čmo, so pač videli pri župniku, da ima on neko vino od zadaj in so rekli, jaz bi tudi, tako da, evo ga, žegnjeno žganje za praznike. Lokalci mu pravijo kar sveti špirit in baje po 2 kozarcih vidite Sveto Marijo, tudi če prej v življenju niste bili enkrat pri obhajilu. Tako pretiravanje pa žal ni edinstveno samo za Koper, kar poglejmo si nekaj posnetkov velikonočnih rajanj okoli po Sloveniji. Ja, eni na žalost ne iščejo svetega duha pri maši, ampak v flaši. Kar potem povzroča tako bizarne ideje, kot to, da za veliko noč otrokom nosi jajca ogromen zajec. Zdaj, razumel bi kakšno žival, ki dejansko leže jajca, ampak zajec? To se vidi, da se je mogel spomniti nekdo, ki ni bil čisto trezen, ker je že skoraj tako bizarno kot prispevki od Lukota. Sploh pa kaj ima to veze z Jezusom? On je umrl za naše grehe in zdaj se ga spominjamo tako, da otrokom nosi jajca zajec. Kaj? Seveda pa je to velikonočno žuranje, oziroma kot mu tudi pravimo, veliko ponočevanje, tudi zgodovinsko zelo pomemben običaj. Kot nekateri morda še ne vedo, je Koper v preteklosti bil otok. Ampak, ker so se za eno veliko noč meščani ga res fino nacedili, so se odločili zadevo zasut in zdaj ni več. Tako da aktivisti za ptiče se vsako leto v tem času kar malo tresejo, ker če se to spet zgodi, lahko Škocjanski zatok čez noč postane škocjanski travnik. In tisti njihovi ptiči lahko gnezdijo samo še na klopcah. Kakorkoli že, jaz bi naše gledalce rad prosil, da se naslednjega velikonočnega rajanja lotijo po pameti. Ker to je namreč mestno parkirišče v Kopru po letošnji veliki noči. Mislim, samo ker je Jezus bil križan na veliki petek, še ne pomeni, da se morajo zdaj komunalni delavci križati vsak velikonočni torek. Glejte, tu se jim je tako odpeljalo, da zdaj en kos cerkve manjka. Pač, saj razumem, da je prej bil post, ampak ni treba vsega, kar prej niste popili v 40 dneh, zdaj nadoknaditi v enem dopoldnevu. In poglejte tega, majster je kar umrl, kar do smrti, ali kaj, boli njega, glejte to. Medtem, ko smo stali kuhali šunko, je on rajši si kar scvrl jetra, ziher je ziher. Mislim, sej vera je vse lepo in prav, ampak se mi res že malo zdi, da enim se skoraj malo preveč mudi videti Jezusa. Ne vem, no, po moje lahko kar pošljete enega unega z vrečo sem, ker mislim, da z vstajenjem od mrtvih smo za ta teden zaključili. Hej, preden greš, klikni tukaj in se naroči na naš YouTube kanal, imamo pa tudi TikTok, Instagram in Facebook, tako da le urno.